Prišel še dedek Mraz. Projekt Podarim malico. Medvoški taborniki brez rezidence. Obnavljamo kulturno dediščino. Rakovnik Moj dom. Razstava zemljevidov v knjižnici. 2 gledališki premieri. Praznični koncerti v polnem teku. Peter John Stevens blesti tudi med člani. Lepo pozdravljeni. Začenjamo z novico, da je med nas prišel še drugi izmed dobrih mož, dedek Mraz, ki ima kar nekaj dobrih lastnosti. Več ali manj hodi po naših krajih kar do konca decembra, obdaruje prav vse pridne otroke, pa še zlahka ga vzamemo za svojega. Niti za Miklavža, niti za Božička namreč ne moremo trditi, da prihaja izpod Triglava. Za dedka Mraza pa z lahkoto. V nedeljo je torej izpod Triglava na Senico prišel oziroma se je kar pripeljal prav posebni praznični mož, dedek Mraz. Prišel je pogledat, kaj mu je pripravila otroška gledališka skupina in prešteti, koliko pridnih otrok se nahaja na Senici. Program je pripravil Kud Fran Seleški Finžgar v sodelovanju s krajevno skupnostjo Senica. Kaj pa si želi njen predsednik? Več takšnih dni, ko je bilo danes. Danes je bilo zbranih iz cele Senice, iz spodnje, zgornje Senice in iz Ladje, vsi otroci so prišli. In kot sem že uvodoma danes povedal, da dejansko prihodnost naša je v otrokih. In zaradi njih delamo to. Kaj pa nasplošno? Več razumevanja, složnosti, da se združimo, da pokažemo v občini Medvode, da si zaslužimo v krajevni skupnosti Senica več, kakor pa dobimo. Dedek Mraz v spremstvu svojih pomagačev si je ogledal program, ki ga je pripravila otroška gledališka skupina pod mentorstvom Mateje Jenko Medar. Ja, zbrali smo se zato, da pričaramo tale obisk dedka Mraza, da otroke razveselimo s kratko predstavo in da so se predstavili seniški glasbeni talenti. Za praznično vzdušje so poskrbeli otroci, ki so ustvarjali v delavnicah skozi vrata domišljije. Na ulične svetilke so obesili lesene smreke s prazničnimi verzi in voščili. Tokrat pa so po končanem programu na prazničnem sejmu ponujali tudi svoje izdelke. Ja, Miklavževanje smo že imeli, smo ga tudi pripravili. Zdaj smo se pa odločili še za dedka Mraza, ki je nekako tako slovanski, Božiček je mogoče malo preveč ameriški. Kaj pa menijo otroci? Ne povej mi, kjer ga imaš ti najrajš drugače, Božička, dedka Mraza ali Miklavža? Miklavža. Zakaj pa Miklavža? Ker ti več prinese. V vasi imajo dolgo tradicijo praznovanja dedka Mraza že od leta 1980, dolga leta pod vodstvom mentorice Metke Jamnik. Po dedkovi oceni dedka Mraza so vsi pridni. Na Senici ni porednih otrok. Kar je porednih, so samo 2 moja palčka. Dedek Mraz piraja, pide čopopopone i pičane balone. Mami si čopade, otkud kajade, meni bačani šadoge čike dni. Bravo, Nejka. Zlahka rečemo, da je december mesec obdarovanja, pa tudi dobrodelnih akcij. No, dobrodelni projekt Podarim malico poteka že od meseca septembra. Gre za projekt namenjen osnovnošolcem in dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah. Sredstva, ki jih donirate, namenijo osnovnim in srednjim šolam za nakup malice oziroma kosila. V naši občini sta se v projekt vključili osnovna šola Pirniče in Medvode. Dobrodelni projekt Podari malico je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol. Gre za pomoč tistim, ki si ne morejo privoščiti šolske malice ali kosila. Ideja za projekt je prišla s strani organizacije e-šola, ki se ukvarja tudi z digitalizacijo šolskega procesa. Projekt Podari malico se je začel z strani podjetja e-šola in sicer zaradi tega, ker podjetje e-šola posluje z šolami. Je prišla informacija s strani ravnateljev in socialnih delavk, da so vedno večje stiske otrok, ki obiskujejo šolo. S strani družin se vedno večji zneski, se pravi dolgovi, nabirajo s strani šolskih malic in ostalih šolskih obveznosti. In zaradi tega se je tukaj sklenili, da je treba tukaj nekaj narediti, ker ne smemo pustiti, da so otroci lačni. Zadnji statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji več kot 15% ljudi na pragu revščine. To pa pripelje tudi do dejstva, da vsi ne morejo svojemu otroku zagotoviti šolskega obroka. Dolgovi do šole pa se samo kopičijo.
Nekatere šole so podale podatke, da je dolgov za šolske obveznosti za več 100 evrov. Recimo vse šolske malice so subvencionirane, spet v določeni meri. Po drugi strani so pa tukaj tudi, smo ljudje taki, da večkrat na dan jemo in dostikrat je tako, da so edini obrok, ki ga imajo otroci v šoli, tudi se pravi šolska malica. Zaradi tega se tudi dela na tem, da se jim zagotovi recimo tudi kosilo, ki pa zaradi kakšnih razlogov ni subvencionirano. Šole se v projekt vključijo zelo enostavno in sicer preko spletne strani www.podarimalico.si. Prostovoljci pa na to uredijo vse potrebno za sodelovanje. Na takšen način so se v projekt vključili tudi osnovna šola Pirniče in Medvode. Ko ste se odločili, da pristopite k projektu Podari malico? Ja, prvo je verjetno to, da omogočimo čim večjim otrokom normalno, da prejemajo pač ta, rečemo, obvezen obrok. To je bilo prvo, drugo pa glede na situacijo, ki je danes pri nas, je precej staršev takšnih, ki si teh stvari ne morejo privoščiti in smo rekli, da bomo pač poskušali še na ta način. Na osnovni šoli Medvode sredstva tistim, ki jih potrebujejo, delijo s pomočjo svetovalne službe. Za pomoč strani projekta so izredno hvaležni, zavedajo pa se, da to ni rešitev. Samo se ne bo rešil. Ena od teh rešitev je tak način. Sam tak način ne more večno trajati. Mislim, da bi to morali sistemsko ali pa pač na državni ravni. Dejstvo, da nekateri otroci edini obrok jedo v šoli, je seveda žalostno. Lahko pa omenimo, da se je našla dobra duša, ki je v osnovni šoli Pirniče namenila precejšno vsoto denarja in s tem nahranila tamkajšnje učence. Kako pa lahko pomagate vi? Pomaga se lahko tako, da obiščete spletno stran www.podarimalico.si. Potem tam si lahko izberete točno določeno šolo, na katero se lahko daruje. Izberete tudi število malic, ki jih lahko darujete, in glede na to potem ta denar dobi šola, ki ga uporabi za otroke. Lahko se pa tudi vključi na zelo lahek način preko poslanega SMS-a, se pravi, da se pošlje SMS za vsebino Podari 5 na 1919 in s tem se daruje 5 evrov na skupen račun, ki pa potem razdelimo konec meseca vsem šolam, ki sodelujejo. Projekt zagotavlja, da bodo šole toliko denarja, kolikor ga darujete, tudi dobile. Vse administrativne stroške krijejo sami. Sredstva so prvotno namenjena nakupu malic in kosil. Ko šola to pokrije, se sama odloči, kako bo porabila presežek. Naprimer, za nabavo šolskih potrebščin ali šolo v naravi. Do sedaj so v okviru projekta Podari malico zbrali več kot 20 000 evrov, kar zadostuje za približno 8 000 malic. Cilj projekta je, da projekt ne bo več potreben, kar pomeni, da bodo vsi otroci siti. Več kot desetletje že traja akcija članov Rotary kluba Medvode, ki se ob zaključku leta spomnijo na našo najvišje ležečo osnovno šolo na Katarini in obdarijo tamkajšnje šolarje. Tudi danes so poskrbeli za prijetno presenečenje, sami pa prejeli prijazno dobrodošlico. Rotary klub Medvode s podružnično osnovno šolo Topol sodeluje vse od ustanovitve leta 2001. V preteklih letih so poskrbeli za preplastitev zunanjega igrišča, računalniško in audio opremo učilnic, so financirali izgradnjo nadstreška ob šoli in še bi lahko naštevali. Skratka, v decembru se že veselimo, da jih vidimo, da poleg tistih 3 dobrih mož, ki obstajajo v decembru, lahko tudi njim rečemo hvala za vso vašo skrb, dobroto v tekočem letu. Vemo, da je ena od nalog Rotary organizacije, da poleg dobrodelnosti skrbimo tudi za tako imenovano skupnost. In v skupnosti se pojavljajo različne potrebe. In ravno zaradi teh potreb, ki so posebne vrste, ki so zbrane tukaj na osnovni šoli Topol, smo se odločili, da s to šolo tudi zaradi lokacije same sodelujemo, bom rekel, poglobljeno vsako leto in v pravzaprav velikem obsegu glede na našo običajno dejavnost.
Za šolo s 23 učenci, precej jih je tudi takšnih s posebnimi potrebami, je zavezništvo z dobrotniki, na katere se lahko iz leta v leto znesejo, izrednega pomena. Vsi vemo, da je problem na vseh šolah s financiranjem, sploh pa na takšnih majhnih podružničnih šolah. No, in tako, ker tudi vidijo oni, da uspešno sodelujemo pri raznih projektih, z veseljem pomagajo nam in to pri veliko stvareh, bom rekla, ki jih mogoče sploh ne bi drugače mogli uresničiti. V letošnjem letu so člani Rotary kluba poskrbeli za sofinanciranje prevoza šolarjev na športno vzgojo v telovadnico v Sori in tudi organizirali smo jadranje v sklopu mednarodnega projekta Mirno more, ki ga vodijo avstrijski organizatorji. Enotedensko jadranje za 5 otrok skupaj z učiteljicami na jadrnici v okolici Splita. To je projekt, na katerem se otroci spoznavajo z veščinami jadranja, z veščinami in bom rekel tudi z učenjem sodelovanja v skupnosti, ki se ustvari na kratek način in ki živi v utesnjenih prostorih na jadrnici. Ja, v redu je bila, zabavali smo se, naučili smo veliko tega, kako z jadranjem pa to, Vsi so dobri. Ja, bilo je lepo vreme, uživali smo. Ob tokratnem obisku so se učenci predstavnikom Rotary kluba najprej zahvalili in poklonili sliko ene izmed učenk ter pripravili gledališko igro Pepelka. Po igri pa je sledilo še obdarovanje vseh učencev. Obisk te šole za mene pomeni zelo prijetno doživetje, srečanje z tisto življenjsko radostjo, ki jo v vsakdanjem tempu mi odrasli prevečkrat spregledamo ali pa jo celo zavržemo. Storjenim v preteklem letu so na najvišje ležeči osnovni šoli v naši občini zadovoljni, o načrtih za prihodnje leto pa je več povedala ravnateljica Darja Šinko. Predvsem bo zdaj tudi to leto namenjeno izobraževanju učiteljskega kadra, še toliko bolj, ker imamo na šoli veliko učencev s posebnimi potrebami in to z različnih področji, tako da se moramo učiteljice kar stalno izpopolnjevati. No, seveda se ti učenci lepo združujejo, kar ste tudi videli v bistvu v predstavi, z ostalimi učenci, tako da delamo na tem, da so skupine čim bolj homogene. Ja, zadnji decembrski dnevi so tako ali drugače v znamenju obdarovanj, družinskih članov, prijateljev in znancev. A časi so težki in tudi obdaritvene navade se spreminjajo. Kako in koliko sredstev bodo pred novoletnemu obdarovanju namenili Medvoščani, smo preverili med našimi občani. Koliko sredstev boste letos namenili obdarovanju? 150 evrov. Je to več ali manj kot ponovadi? Mogoče malo manj. Tam okrog 50 do 100 evrov. Še nisem dokončno izračunal. Ne vem, kad je veliko sorodnikov, je še ne vem. Eni 200 do 300 evrov. Časi se spreminjajo, časi so težki in kako je pri vas? Se tudi obdaritvene navade kaj spreminjajo? Ja, verjetno več kupujemo takih stvari, ki so uporabne. Ne nekaj, kakšen tako stvar, ki smo včasih verjetno zaokrasili pa to, ampak uporabno zadevo. Tako, kot bi itak vsak sam kupil tudi mogoče. Pri meni pa je ne, Koliko toliko skromno se živi. Važno je samo, da je plača redna in da se lahko živi naprej. Malo bolj skromni smo. Ja, se kaj pa češ, se moraš. Včasih je bilo to bolj razkošno, zdaj pa ni več tako. Mislim, da se ne. Če imaš nekoga rad, boš danes dal isto, kar si mu dal pred 10 letom. Če ga pa začneš, kako rekel, manj občudovati, bo pa manj dobil. Zdaj smo v prazničnem obdobju. A mogoče pogrešate kaj prazničnega dogajanja tukaj v Medvodah? Ne, v bistvu ne. Vse se zapeljamo ven, če hočemo kaj. Zelo malo sem tudi po Medvodah, tako da ne pogrešam. Ja, lahko bi se dogajalo kaj takega bolj sproščenega, razveseljujočega, tudi te dni, že prej. Se mi zdi, čisto živahno. Ne vem pa, kaj bi lahko pričakovali. Včeraj sem bil pri Millerju Ljubljani, tazga drena, ki je pri Millerju Ljubljani tam na Čopov, kle sigurno ne bomo doživeli. Prej je bil recimo šotor tu, zdaj v centru Medvodce ni, to je sve odneslo gore v dvoranu na svet, je tako da v centru tle se zelo malo za novoletne praznike dogaja.
Imate mogoče kakšne želje, česa si želite več ali pa manj v Medvodah po novem letu? Kaj bi si želela? Kaj pa vem, meni je tle kar všeč. Ne preka, da si kaj preveč želim, da bi kaj imeli. Še mogoče kakšno trgovino še, kakšen Lidl, da ne pel toliko dela za horat. Ne vem, mogoče razširitev tržnice, evo, ko smo lih tukaj. Ja, bazen, da mi ne bilo treba se voziti v Ljubljano. Ali pa Ljudsko univerzo, ali pa kaj podobnega, se moram za vsako stvar voziti drugam. No, zaenkrat moram priznati, da sem vsako leto v Medvodah bolj zadovoljen, tukaj živim že čez 50 let, ne, in se mi zdi, da je razlika ogromna. Mogoče za te, ki pridejo v Medvode na novo, oni kaj pogrešajo, pa ne vidijo, kaj je recimo v zadnjih tolikih letih nastalo. Mi starejši, ne, mi pa vse to opažamo. Zdravja, brate, največ, eto kaj želim, to mi je največja želja in veselja, drugo, če je zdravje, bo vsega, veste. Kdor je spremljal zadnjo sejo občinskega sveta, tudi tisto zadnjo točko dnevnega reda, to so vprašanja in pobude svetnikov, verjetno ni preslišal vprašanje, ali je res, da občina Medvode zahteva, da se taborniki rodu dveh rek po več kot 30 letih umaknejo iz prostorov, ki jih sami imenujejo rezidence. Odgovor župana Stanislava Žagarja je bil pritrdilen, zanikal pa je namige, da bi bila občinska uprava oziroma oddelek za družbene dejavnosti, ki ga vodi Tatjana Komac, ob tem brezkompromisna. Sejo pa so spremljali tudi taborniki in se odzvali s svojim videnjem nastale situacije. Na seji sveta smo torej slišali enega izmed možnih argumentov, zakaj naj bi se taborniki morali seliti. Poglejte, gre za to, da smo mi povabili predsednika tabornikov po letu 96, bil prvič pri nas, ko je pogodba podpisal za 1 leto, da ga seznanimo, da je pogodba že davno minila, da je to stanovanjski objekt in da je to stanovanje, da ima namen stanovanje in če ima neki namen, se mora za ta namen po zakonu tudi rabiti, ne samo to smo ga želeli seznaniti. Seveda smo želeli pa tudi z njim se pogovoriti, kako bi jim vnaprej pomagali poiskati kakšne druge bolj primerne prostore, ampak seveda do te razprave ni prišlo, kajti Tatjana, ki je prisotna, rekla, da je bil razgovor nemogoč. Se pravi, želeli smo iti en korak naprej, ampak smo se zapeli pri tem, da jih mečemo ven in najbrž je pomoč, to govori, ampak to ni res. Na to vrstno izvajanje so se taborniki seveda odzvali ter na župana in člane občinskega sveta ter tudi na starše tabornikov naslovili dopis, v katerem pojasnjujejo svojo plat zgodbe in demantirajo večino navedb izrečenih na seji občinskega sveta. Marsikaj ne drži, mislim, praktično nič ne drži tistega. No. Lahko rečem, da v štartu nam niso bili ponujeni nadomestni prostori. Postavili so nam 3-mesečni odpovedni rok, kljub temu, da sem jaz zatrjeval, da je že po zakonu 1-letni odpovedni rok. Ne drži to, da imajo že določeno, kaj se bo tukaj v teh prostorih dogajalo in pa moramo povedati, da tukaj noter nikoli ni bilo stanovanje in pa da ne bo prišlo do pomote, da se mi slučajno borimo proti temu, da socialno ogrožene družine ne bi dobile svojih prostorov. Morate vedeti, da veliko teh otrok spada ravno med te družine in mi skrbimo za te družine na marsikakšen drugačen način. Občina Medvode je leta 1996, ko je postala lastnica teh prostorov kot naslednica občine Ljubljana Šiška, podpisala pogodbo z vodstvom tabornikov rodu dveh rek za določen čas. Ker pa po 1 letu občina niti ni pripravila nove pogodbe, niti dala odpovedi, to v pravniškem žargonu lahko pomeni, da so jo moče podaljšali. Kaj torej reče o prostorih, ki jih želi občina Medvode imeti ne le v lasti, ampak po novem tudi v posesti? V pritličju bloka so brez urejenega ogrevanja, vendar za tabornike menda idealni. Nikoli niso bili namenjeni stanovanju, najprej so bili to prostori v uporabi vrtca, tik pred naselitvijo tabornikov pa celo prazni. Če vam ponudijo kakšne prostore, kakšni prostori bi bili za vas primerni? Vse vidite sami, da mi prav veliko ne rabimo, je pa fajn, da so to prostori taki, ki so enostavno dostopni, ker eni otroci prihajajo na tedenske sestanke sami, brez spremstva staršev. Tako da to je pa v bistvu vse, kar bi rabili. No. Našo ekipo so taborniki ob tej priložnosti povabili v rezidenco na Čajanko. To je sicer običajna oblika druženja tabornikov ob koncu leta. Čajanka je običajna, ni pa na običajnem mestu. Zdaj smo se vsako leto dobivali v osnovni šoli Preska. Letos je pa pač prišlo do take situacije, da je treba vse prostore v šoli najemati, ker pa nimamo sredstev za to, ker je pač vse pri nas brezplačno. Smo se odločili to narediti letos tukaj.
Zaradi tega so tudi v bistvu starši prikrajšani, ker jih letos nismo mogli povabiti zraven, ker bi bilo prevelika gneča. Teh mlajših tabornikov je med 60 in 70, aktivnega vodstva med 20 in 30, vseh, ki živijo v taborniškem duhu, naši občini pa je, vsaj tako meni Klavora, za 4-mestno številko. Glavni argument za to, da ostanete v teh prostorih, je? Glavni argument je sigurno to, da smo v teh prostorih že 30 let, da nobenega ne motimo v teh prostorih. Mi smo dobili tudi podpise podpore vseh stanovalcev, se pravi vseh lastnikov teh stanovanj nad nami tukaj. Tako da mislim, da že to dejstvo govori v prid nam, da smo tukaj, in pa predvsem to, da ves čas skrbimo za mlade v občini, jih vzgajamo v dobrem duhu, jih učimo živeti v naravi, tako da ne vidim nobenega razloga, zakaj bi mogli te prostore zapustiti. Kot še pravi Klavora strani Tatjana Komac, vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Medvode, na sestanku niso dobili jasnega pojasnila, kaj naj bi se v teh prostorih sploh dogajalo. Najprej je bilo rečeno, da stanovanje, potem pa razvojni oddelek vrtca. Skratka le, da se morajo izseliti. Zato niso uspeli niti s predlogom, da sami poiščejo pravno podlago, da bi lahko še naprej ostali v rezidenci. Podobno peticijo proti izselitvi tabornikov iz rezidence, kot so jo podpisali sami prebivalci bloka, je podpisalo še prek 100 občanov, prek svetovnega spleta pa že preko 400. Ste vi med tistimi, ki ste podpisali peticijo proti selitvi? Seveda. Tukaj so moji otroci preživeli veliko lepih trenutkov, strani tabornikov so dobili veliko veščin. In mislim, da so taborniki tisti, ki preprečujejo, da bi naši otroci zašli kam stran poti, ampak v sklopu tabornikov kvalitetno preživljajo svoj čas v naravi in krepijo dobre vrednote in pa veščine. In sem zelo vesela, da so moji otroci taborniki, in mislim, da je to ena taka dobra popotnica za naprej v življenje. Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili tudi končno verzijo spremenjenega pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine, s katerim bodo tudi uradno razširili krog upravičencev do nepovratnih sredstev. Do teh sredstev bodo tako upravičeni tudi lastniki oziroma upravljavci tistih objektov, ki so vpisani ali zgolj v postopku vpisa v register kulturne dediščine in ne le kulturni spomeniki. Tudi ti se namreč morajo pri obnovi držati smernic, ki jih da Zavod za kulturno dediščino. Dejansko pa ni prav nobenega organa, ki bi jih v to lahko prisilil. Sofinanciranje ne bi bila vsaj majhna spodbuda. Turistično društvo Žlebe Marjeta v teh dneh zaključuje 5-letni projekt. Toliko časa so namreč potrebovali od ideje do realizacije, do obnove enega izmed kozolcev, na tak način, kot se spodobi. Na vsak način, ker je le nek zaščiten znak slovenske kulturne oziroma te kmečke dediščine, shranjevanja sena, in mislim, da je prav, da smo se odločili že pred 5 leti, da se ta kozolec sanira oziroma da se ga obnovi. Ker se ga ni dalo obnoviti s starimi deli, kar je ostalo stebro, in tega, ker je bilo tako v slabem stanju, smo se odločili, da ga nam bo sovaščan Kavčič Franci posnel, ker je pač gradbeni inženir, in potem po tej predlogi obnovimo ta kozolec. Pomagali so nam tudi na sveti Zavod za ohranitev kulturne dediščine in se teh njihovih navodil držimo, da bo kozolec res tak, kot mora biti. Da so upoštevali smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine, jim je bilo skorajda samoumevno, čeprav to zna stati kakšen evro več. Pravzaprav ne bi naredili nič drugače, ker včasih so točno vedeli, kako je treba kozolec postaviti. To so stoletja izkušenj tesarskih in krovskih, in pač sam kozolec je tako dovršen objekt, da ga ni kaj spreminja. Treba ga je samo tako narediti, kot so ga do zdaj gradili, in je najbolj 100%.
Pokrit pa bo? Pokrit bo z betonskim špičakom, tako kot je bil pokrit prejšnji kozolec, oziroma so večina starih stavb v Žlebeh pokritih z betonskim špičakom. Tako je tudi zahteva Zavoda za ohranjanje kulturne dediščine. Za sofinansiranje kulturne dediščine je občina Medvode v letošnjem letu sicer namenila 35 000 evrov nepovratnih sredstev. Za obnovo tega kozolca 3500 evrov. Podobno tudi pred 2 letoma, lansko leto pa 1400 evrov. Torej, kar 5 let so zbirali sredstva, do končne realizacije pa je na pomoč četrtino potrebnih sredstev priskočila tudi krajevna skupnost Preska. Lansko leto so celo kandidirali za evropska sredstva, zbrali dovolj točk, pa vendarle so zaradi velike količine še bolje ocenjenih projektov iz sofinanciranja izpadli. Celoten projekt od temeljev do pokrite strehe je na okroglo 20 000 evrov. Ta denar smo zbirali toliko časa, da se ga je toliko nabrali, da smo zdaj končno realizirali to postavko in se bomo tudi mi vdahnili. Obenem bomo pa lahko pod tem kozolcem določene stvari, določene aktivnosti izvajali, bolj v tem etnološkem smislu. Na področju Žleb ima tovrsten pomen še Šmarješka cerkev z mežnarijo in gospodarskim poslopjem, del stare Cvajnarjeve hiše in kapelica. Imamo še nekaj objektov, ki so izredno zanimivi, ki bili mogoče tudi zreli za to, da so kot del kulturne dediščine zaščiteni, vendar pač niso in v današnji situaciji, ko ni denarja, ko je interes za vse drugo, bolj za preživetje kot za to, je to zaenkrat zgleda kar dovolj. Takole bi lahko rekli, en del posebne stavbne dediščine, čeprav nezaščitene, je tudi poslopje nekdanjega Kolorja v potencialnem središču Medvod. Enkrat spomladi naj bi padel in dal prostor novemu poslovno-trgovskemu centru. V preteklem mesecu pa so padla nekdanja Kolorjeva skladišča v Rakovniku. Če gre verjeti investitorju, naj bi na tem mestu najprej zrasla vzorčna hiša, nato pa naselje še 30 podobnih, pa vendarle posamezniku prilagojenih hiš. Kot investitor se navaja podjetje Iskra Sistemi, vse ostala dela, tudi večino komuniciranja z nami, pa zano opravlja podjetje Kupola. In predstavniki slednjega takole vidijo zaporedje dogodkov. Pravijo, da se je projekt preoblikoval, tako da je sedaj predvidenih 31 stanovanjskih samostoječih enot, ki omogočajo fleksibilnost in prilagodljivost vsakemu kupcu. Terminski plan izvedbe projekta predvideva, da se po opravljenih rušitvenih delih pridobi gradbeno dovoljenje za infrastrukturo in vzorčno hišo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo investitor z lastnimi sredstvi fazno izgradil infrastrukturo in postavil vzorčno hišo. Nadaljevanje projekta bo prilagojeno dogajanju na trgu, se pravi, da se bo izvajalo sukcesivno glede na prodajo, vendar tako, da ne bo pretirano moti prebivalce že izvedenih hiš. Ob takšnem odgovoru pa se je seveda porodilo kar nekaj dodatnih vprašanj. Kaj je torej z urbanistično zasnovo, ki jo je pred leti potrdil občinski svet? Kakšen izplen iz naslova komunalnega prispevka se obeta in še finančna konstrukcija? Ne nazadnje je na obstoječem zemljišču plomba Gorenjske banke z glavnico v višini 4,5 milijona evrov iz leta 2008. Leta 2008 je občinski svet občine Medvode potrdil urbanistično zasnovo za novo naselje z 28 stanovanjskimi dvojčki oziroma 56 stanovanjskih enot na dobrih 2 hektarjih velikem območju. Občinski svet in krajevna skupnost Sora sta urbanistični rešitvi dala pozitivno popotnico, čeprav je bilo pomislekov kar nekaj. Leta 2009 je investitor projekt začasno zamrznil in razmišljal celo o prodaji zemljišča. Poleg svetovne recesije, ki je drastično spremenila nepremičninski trg, mu je šla v nos tudi višina komunalnega prispevka, ki ga je izračunala občina Medvode, dobrih 865 000 evrov. Poleg tega naj bi investitor v komunalno infrastrukturo po takratnih dogovorih vložil še nadaljnji 1 200 000 evrov. Vse do lanskega leta o načrtovanem naselju potem nismo poročali, saj se, vsaj uradno, ni dogajalo nič. Smo pa na svetovnem spletu zasledili stran s podbudnim naslovom Naselje Rakovnik, moj dom, z urbanistično zasnovo in celo videoprojekcijo različnih hiš s poenoteno tipologijo, zgrajenih po principu aktivne hiše.
in kakšne odgovore smo sicer po obrokih prejemali strani občine Medvode, da o konkretnih načrtih investitorja Iskra Sistemi ne vedo praktično nič, saj so bili njihovi predstavniki na sestanku pri njih zadnjič leta 2011. In še takrat so dali nesprejemljiv predlog, da se jim komunalnega prispevka ne odmeri v zameno za komunalno urejeno naselje. No, in ko smo že mislili, da smo zadevi prišli do dna, po večkratnem dopisovanju tako z občinsko upravo kot z investitorjem oziroma njegovim pooblaščencem, nas je slednji presenetil z dvema odgovoroma. Da potrditev idejne zasnove strani občinskega sveta ni potrebna, ker je skladna z veljavnimi akti in da so zadovoljni z dogovorom okrog komunalnega prispevka. Pa smo potrditev iskali pri občinski upravi, kjer pravijo, da so jim pred 2 letoma glede na predloženo idejno zasnovo izračunali le informativno vrednost komunalnega prispevka za celotno naselje. Kolikšna pa ta je, pa prav zavoljo tega, ker je zgolj informativna, ne morejo povedati. Zgodovina brez zemljevidov je slepa, tako so zapisali na vabilo. Včeraj zvečer je namreč v knjižnici Medvode potekala zanimiva prireditev. Predstavitev starih zemljevidov. Zbirko zemljevidov je za razstavo posodil Jernej Sekolec, pravnik, ki živi in dela na Dunaju. Prosti čas pa preživlja v zavetju naših Pohograjcev. Stari zemljevidi so dragoceni, zato so bili le na odprtju prikazani originali, na razstavi pa so ostale reprodukcije. Razstavo je strokovno ovrednotila Stanka Golob, poznavalka stare kartografije in dobitnica Trubarjevega priznanja za ohranjanje nacionalne kulturne dediščine. Razstava bo v knjižnici na ogled do 9. januarja. Zbirateljstvo starih zemljevidov je posebna strast. Jaz sem dolga leta, desetletja pravzaprav živel v tujini in Slovenci, ki živimo v tujini, nas priteguje vse, kar je povezano z domovino. Morda bolj kot tiste, ki živijo tukaj. In skozi zemljevide in stare tiske sem pravzaprav raziskoval in spoznaval našo zgodovino. Zemljevidi so pravzaprav nastali iz potrebe, da bi ljudje lažje potovali in tako je bil na prvih zemljevidih poudarek na prikazu cest, rek in gorovja. Zanimiv je zemljevid Kindermana iz leta 1803, izdanega na Dunaju, ki prikazuje izsek naših krajev Preska, Žlebe, Medno, Pirniče in Golobrdo. Ta del je na panoju tudi povečan. Iz naših krajev sta tudi veduti gradu Goričane in Smlednik Janeza Vajkarda Valvasorja iz leta 1679. Jaz sem že začel pravzaprav starimi knjigami, starimi tiski že kot študent in potem precej sem potoval in sem imel navezane stike z antikvarji v različnih državah in na ta način je zbirka rasla. Zemljevidi prikazujejo slovensko ozemlje v različnih obdobjih zgodovine, to je od 16. do 19. stoletja. Kakšno vrednost predstavlja zbirka gospoda Sekolca? Bom povedala za kulturno zgodovino, vseeno naši kraj, ker so glavne karte naše, je, bom rekla, zelo neprecenljiva vrednost, zelo bom rekla, pomembna, ker nekaj kart je takih, kar jih tudi v naših knjižnicah ni, drugače pa naše te nacionalne knjižnice oziroma muzeji, ki to morajo imeti, imajo. Ker te karte so se ponatiskovale, tako da so se potem v različnih obdobjih dale dobiti. Postavitev razstave pa je bil zaradi starosti in redkosti zemljevidov v strokovnem smislu velik zalogaj tudi za knjižnico Medvode. Največji doprinos je ta, da bo zasebna zbirka sedaj na ogled tudi širši javnosti in sicer s tem, ko bodo digitalizirani zemljevidi dostopni tudi na naši prenovljeni spletni strani. Strokovnjaki iz Geografskega inštituta Antona Melika so po besedah direktorice že zaprosili za digitalizirane posnetke zemljevidov, knjižnico Medvode pa bodo navajali kot referenčni vir. V znak zahvale so avtorju razstave poklonili knjigo in topografijo Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812. Stari zemljevidi med Slovenci še vedno razmeroma slabo poznani. In s tem, ko so jih v knjižnici digitalizirali in bodo prek spleta dostopni širši javnosti,
bojo seveda se tudi lahko ljudje bolj seznanili z vsem tem. Zbirka je vredna ogleda, saj prikazuje našo deželo Kranjsko v različnih obdobjih zgodovine, pa tudi razvoj kartografije. Osnovnošolci in srednješolci, ki si bodo ogledali razstavo in pravilno izpolnili obrazec, pa bodo lahko sodelovali v nagradnem žrebanju v januarju. Nagrado, sestavljanko zemljevida iz 17. stoletja v 1000 kosih, je prispeval avtor razstave Jernej Sekolec. Razstava je v knjižnici na ogled do 9. januarja. Čebelarski krožek na podružnični osnovni šoli Sora je prvi tovrstni krožek v naši občini. Njegov namen je predvsem vzgojni in izobraževalni, dolgoročni cilj pa vzgoja čebelarskega podmladka. S krožkom so pričeli jeseni, obiskuje pa ga 19 otrok. Mentorica Ida Žnidaršič-Meglič je tudi sama dolgoletna čebelarka, doma iz sosednje Drage. V jesensko-zimskem času so začeli s teoretičnim poukom znanja o čebelah, spomladi pa bo praktični prikaz potekal pri čebelnjaku najbližjega soseda šole Antona Koširja. Čebelarski krožek v Sori je prvi v občini Medvode in tudi v širši okolici. Namen ustanovitve je predvsem približati čebeljarjenje mladim. Zahvala gre predvsem pedagoškemu kadru in ravnatelju Primožu Jurmanu, ki je podprl idejo. To se moramo predvsem zahvaliti gospe Polakovi, njen sin je, mislim, zdaj že 3. leto naš član in je pač mladi čebelar, nov čebelar. Naša društvo, čebelarsko društvo Medvode se je že pred 5-6 leti odločilo, da vsakemu čebelarju, ki na novo prične čebelariti, da mu podarimo 2 družini čebel, seveda pa mora pa sam kupiti. Čebelarsko društvo Medvode šteje trenutno 53 članov, večina od njih pa je po besedah predsednika Primoža Ločniškarja zrelih let. Zato je njihova želja po čebelarskem pomladku upravičena. Čebelarski krožek na podružnični šoli v Sori obiskuje 19 otrok, z delom pa so pričeli v oktobru. V zimskih mesecih se bodo obravnavale bolj teoretične vsebine o čebelarstvu, čebelah, čebelnjakih, čebeljih, članih čebelje družine, čebeljih hrani, izdelkih, ki jih izdelajo čebele. Potem v pomladnem času pa bomo več pozornosti namenili konkretnim praktičnim vsebinam, delo v čebelnjaku z živimi čebelami, ki živijo v panjih. V začetni fazi dela z otroci je poudarek predvsem na tako imenovanem čebelarskem bontonu dela s čebelami, varnostjo pri delu in zaščito pred čebeljimi piki. Praktične vsebine pa bodo spomladi spoznavali v najbližjem čebelnjaku šole pri Antonu Koširju. Na koncu leta pa bo sledila še ekskurzija. Kaj novega si se že naučil o čebelah? Ja, naučil sem se, naprimer, včasih nisem vedel, da obstajajo 2 različni vrsti panjev in zdaj sem zvedel, da obstajajo 2 različni vrsti. Ena je AŽ listovni pan, druga pa LR nakladni pan. So čebele pridne delavke in imajo matico troto in čebelje delavke. Delavke nabirajo med, medicina in imajo še stražarke pred panjom. Novo nastali čebelarski krožek se je prijavil na razpis Bodi eko, ohrani čebelo in smreko v organizaciji podjetja Medex in Čebelarske zveze Slovenije. Organizatorji so prispevali osnovni material, nekaj so ga domiselno dodali sami. Otroci so z omenjenega materiala ustvarjalno izdelali 3 okrašene smrečice in na predlagano temo napisali spis. Rezultati natečaja bodo znani v kratkem. Ta natečaj se meni zdi kar zelo pomemben, ker je zelo pomemben vzgojni moment, ker vzpodbuja učence, da se zavedajo, kako pomembno je vsako drevo v gozdu, ne samo zato, da imamo mi čist zrak, ampak zato, da ohranjamo tudi čebelo, ki je pa še pomembnejši faktor v ohranjanju narave in nasplošno ne samo narave človeka, ki je del nje.
Skrb za smreke je izpostavljena tudi v tem zimskem času leta, ko se jih po mnenju čebelarjev še vedno veliko preveč poseka za božične in novoletne jelke. Zakaj je pomembna smreka v gozdu in zakaj jo je potrebno ohraniti? Smreka je v gozdu pomembna zato, da je več zraka v gozdu, da je čistejši in ohraniti jo je treba zaradi tega, ker čebele na njej nabirajo mano. Želja čebelarskega društva Medvode je, da bi vsaka osnovna šola v naši občini imela čebelarski krožek. Uspeh bo, če bo le eden od udeležencev čebelarskega krožka v odrasli dobi postal čebelar. Mladinska gledališka skupina Kuda Smlednik je pripravila novo celovečerno predstavo, tokrat malce drugačno, kot smo od njih vajeni. Odločili so se namreč za zgodbo o življenju Ane Frank. Čeprav je predstava postavljena v drugo svetovno vojno, so uspeli ohraniti tisto otroško veselje in optimizem, ki sta spremljala Ano Frank. Mi smo jih obiskali na ponovitveni predstavi, ko so bili že malo bolj sproščeni. Mlajša gledališka skupina je pod vodstvom Blaža in Blažke Brešan pripravila predstavo o Ani Frank, judovski deklici, ki je najbolj znana po pisanju dnevnika, v katerem opisuje svoje občutke in doživetja v času druge svetovne vojne. Zahtevnejša, a še kako resnična tematika je mladim igralcem in režiserjema zadnjih nekaj mesecev zapolnjevala večere. Zato so bile pozitivne kritike po obeh predstavah veliko olajšanje. Skupino sva zelo zadovoljna. Tudi obe izvedbi predstave, tako premiera kot današnja ponovitev, sta bili zelo uspešni, zelo sta naju presenetili. Tako da, če primerjam, kako je bilo na vajah in potem današnjo izvedbo, se res vidi, da je v bistvu vsak nastop, vsaka vaja nek nov napredek, ne? Tako tudi vsak nastop najde kdo neko podrobnost, ki jo še izboljša. Tako da tudi mislim, da so obiskovalci videli, no, in bili zadovoljni z našim izdelkom in da so odnesli vsaj en košček Ane tudi domov. Kljub temu, da gre za mlado ekipo, so se predstave lotili resno in predvsem pogumno. Predelali so literaturo o Ani Frank in se vsak posebej posvetili svojemu liku in mu dodali svojo noto. Večinoma igralce srednjošolcev, nekoliko smo mladi, predvsem je pa to tematika, ki nekako je mi nismo doživeli. No. Starejša tematika in bi mogoče starejši odigravci na drugačen način odigrali, kot smo jo mi. Vendar smo predvsem v skupni debati prišli do tega, da pa je tematika, s katero želimo tudi ostale opozoriti, da tega, kar se je zgodilo Ani, naj se ne naredi več. Da tudi mi želimo dati nek občutek za prihodnost, da ne bo ta prihodnost varna, ne tako prestrašena, dvomljiva, kot je v sami zgodbi. Sprva nisem bila čist za, da bomo igrali dramo, ne? Ker prej smo igrali same komedije in sem bila v bistvu malo skeptična, če nam bo to sploh uspelo. Ampak zdaj se mi zdi, da je bilo pravno, da smo se odločili za eno tako malo bolj resno stvar. Dve polni dvorani sta priča, da je zanimanja za predstavo veliko. To je za skupino še dodatna potrditev, da so se dobro lotili zahtevnega projekta. S predstavo načrtujemo ponovitev, ena ne bi bila že v januarju, vsaj planirana je. Zopet se želimo prijaviti na mladinsko srečanje Vizije pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije in tudi želimo se iti na kakšno gostovanje. Sicer količina scene nam to malo povzroča težave, ampak mislim, če se bo našla volja, se bo prav gotovo našla še kakšen prostor, kjer bi igrali, pa prav gotovo gremo na gostovanje. Več o sami predstavi in pripravah na njo pa sledi v naslednji kulturni oddaji. Vrnili smo se torej v čas druge svetovne vojne. Danes je s funkcije predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija odstopil Janez Stanovnik, tako kot je že napovedal v začetku oktobra. Kot pravi, mu zdravstveno stanje ne omogoča opravljanje tako zahtevne funkcije. Naša televizija je bila z njim močno povezana, predvsem zadnje 3 leta. Saj smo o njem in njegovem pogledu na svet naredili tudi portretni film. Nadaljujemo z bogatim kulturnim dogajanjem. Baletna šola Stevens je v soboto v kranjskem Prešernovem gledališču pripravila baletno predstavo
Pravzaprav kar dve predstavi, ki sta se zvrstili ena za drugo. V tem prazničnem času so se odločili za enega najbolj znanih baletnih del Hrestača. Gre za prvo od dveh predstav, ki jih bodo v letošnji sezoni pripravili v baletni šoli. Po odzivu številnih obiskovalcev pa jim je uspelo navdušiti že s prvo. Kot je že v navadi, se baletna šola Stevens vsako leto predstavi z baletnim nastopom. Tokrat so izbrali Hrestača, zanje glasbo napisal Peter Ilič Čajkovski. Mi smo jih obiskali v premoru med prvo in drugo predstavo. Tradicionalna božična zgodbica Hrestač, ki mislim, da je letos počgala pete vsem našim staršem, ker so neverjetno lepo obiskali. Zdaj čakamo še drugo predstavo, prva je bila nabito polna, tako da upam, da bo vsi uspeli noter prijeti in si ogledati to čarobno zgodbico Hrestača. To je generacija čist novih otrok, ki to zdaj pleše. To smo imeli 5 let nazaj oziroma 4 in obnavljamo v bistvu Hrestača s čist novo generacijo otrok, kar se mi zdi zelo zanimivo za njih in seveda za nas. V predstavi nastopajo vsi člani baletne šole, zato so temu primerne dolge tudi priprave, ki so trajale dobra 2 meseca. Takrat so imeli zagotovo največ dela koreografi Nina Vrhovec Stevens, Andrew Stevens in Živa Rudolf. Načelno v Hrestaču nastopa celotna šola. Se pravi, od pripravnic do odraslih, moram jih pohvaliti, ker nastopajo v prvem dejanju. Pred samo predstavo pa nastopajo pirniče in naklo z mlajšimi točkami. Se pravi, najmlajši, ki v to predstavo niso še vključeni, pa imajo manjšo točkico prej. Nastopa so se zagotovo najbolj veselili najmlajši nastopajoči, za nekatere je bila to sploh prva predstavitev. Ne morejo čakati, to je bilo zdaj 2-3 dni, je bilo vzdušje na vajah katastrofa, ker ne morejo čakati odra. Tako da oder je njihov danes in jaz mislim, da se v najlepši luči predstavljajo, kakor se. Gre za prvo, torej božično predstavo baletne šole, v spomladanskem delu sezone pa bodo pripravili še drugo. V februarju sledi še svetovno izbirno plesno tekmovanje, ki ga bo letos organizirala baletna šola Stevens. V petek so v domu krajanov Pirniče premierno prizorili lutkovno predstavo z naslovom Pravljica o polomljeni lutki v režiji Brede Rovšek. Zadovoljstvo vsestransko, tako med mladimi igralci kot tudi med gledalci. V kulturnem domu Pirniče je v petek potekala premiera predstave Pravljica o polomljeni lutki. Predstavo je režirala Breda Rovšek, ki nam je zaupala, da se je za režijo omenjene predstave odločila predvsem zaradi samega izziva in ker se ji zdi realizacija predstave zelo kreativna. Predstava je nastajala 1 mesec v sodelovanju z otroki, ki so glavni akterji predstave. Nastajala 1 mesec pa pol, enkrat na teden ob četrtkih, samo ob četrtkih. Nastajala je pa tako, da so se otroci igrali, da so otroci igrajo gledališče. Najprej se seznanijo s pravljico, z vsebino pravljice in se nato preselijo v svet domišljije, se igrajo in hkrati igrajo in oblikujejo igro vlog. Z razliko od odraslih igralcev, ki igro ozavestijo. Otroci se igrajo gledališče in skozi to predstava nastaja. Seveda so pa še lutke, s katerimi stopijo v svet domišljije in kreativnosti. Tudi lutke so nastale izpod prstov režiserke in so unikatne, izdelane pa so iz jute in škatelj. Predstava ima tudi pomembno sporočilno vrednost, ki se sklada s časom praznikov, ko je potrošništvo še posebej prisotno, pozablja pa se na pomembnost medsebojnih odnosov. Glavno sporočilo je prijateljstvo, je večplastno, ampak prijateljstvo, če se kaj zgodi, kar se nam v življenju včasih kaj zgodi narobe, pač si moramo pomagati in eden drugemu roko podati. Dvorana Pirniškega kulturnega doma je bila na premieri polna. Tako obiskovalci kot režiserka in otroci na odru pa so bili z nastopom vidno zadovoljni.
Moški pevski zbor Kud Oton Župančič Cora je v domačem kulturnem domu pripravil tradicionalni decembrski koncert. Predstavili so se z 10 pesmimi, večinoma je šlo za znane ljudske melodije. V goste so povabili še dečve iz Kranja in domače sorške orgličarje. Za koncert, ki ga je v Sori pripravil domači moški pevski zbor, je razlog predvsem tradicija. Vsako leto v decembru pripravijo prazničen koncert, na katerega povabijo tudi goste. Tokrat so program popestrili dečve iz Kranja in domači orgličarji. Zdaj razmišljali smo čisto preprosto. Mi smo v bližini Sore, smo rekli še nekoga z bližine Save dobimo, dekleta so z bližine Save iz Kranja, orgličarji so naši domači, radi jih predstavimo, ker so nekaj bolj mladega, nekaj novega in zato smo oboje povabili v goste. Z nastopom sem zadovoljen. Vedno so možne izboljšave in k temu tudi stremimo ves čas. Program deklet deču je bil zelo zanimiv, nekaj drugačnega, kar ponavadi ne slišimo v Sori. Orgličarji pa tudi pod novim vodstvom mislim, da zelo lepo delajo in so prikazali program. Moški pevski zbor se je predstavil v 2 delih, zapeli so 2x po 5 pretežno starejših ljudskih pesmi. Tudi dečve iz Kranja so imele v repertoarju 7 pesmi, predvsem ljudske pesmi iz različnih slovenskih pokrajin. Program koncerta pa nekje delamo od začetka sezone, od septembra, tako da počasi se stvari malo bolj uležijo, da so fantje bolj prepričani v svoje, bom rekel, harmonije, ki jih morajo zapeti in pa predvsem, da ne pozabijo kakšnega besedila, kar se bolj rado zgodi. S 6 skladbami so se predstavili tudi sorški orgličarji. Pod novim vodstvom Damirja Fajfarja, ki se je skupini pridružil pri zadnji skladbi, so predstavili nekaj znanih in modernejših melodij. Za moški pevski zbor je s tem zaključeno koledarsko leto, imajo pa še nekaj načrtov za sezono po novem letu. Zdaj po novem letu, bom rekel, sledi še kar enih par koncertov, bom rekel, v domovih za starejše, po kakšnih krajevnih skupnostih, tako da potem pa že tradicionalna priprava na to revijo javnega sklada in počasi zaključek sezone. V športnem delu oddaje zopet lahko poročamo o odličnih uspehih naših športnikov. Na Evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih, ki se je odvijalo ta teden, je odlično nastopil Peter John Stevens. Pred prvenstvom sta s trenerjem napovedovala polfinale na 50 metrov prsno, uspelo pa jima je še veliko več. Po odličnem nastopu v polfinalu se je Peter s 3. časom uvrstil v finale, kjer je še 3. podrl mladinski državni rekord in osvojil 5. mesto. Peter John Stevens s svojimi nastopi blesti tudi v članski konkurenci. Na Evropskem prvenstvu v kratkih bazenih v Herningu na Danskem je nastopal v 3 disciplinah. Na 50-metrski razdalji je presegel pričakovanje vseh, ko je v finalu osvojil 5. mesto. Zdaj lahko rečem, da v bistvu ta 5 mest je bil res en tak lep dosežek, lep nastop. Peter se je že praktično v prvi tekmi v članski konkurenci zavihtel praktično na evropski vrh, od medalje ga je ločil samo 8 stotink. Tako da glede tega lahko rečemo pod črto, da je Evropsko prvenstvo samimi superlativi zaključeno. Je pa res, da so pa tam še nijanse, ki bi lahko bile boljše. Tukaj predvsem imamo v mislih 100-metrsko disciplino. Po drugi strani pa 200-metrski disciplini je mogoče spet presenetil prekosu samega sebe, ker je bila disciplina praktično direktno, naslednji dan po 50-metrski disciplini in tam kar praktično za 3 sekunde izboljšal oseben rekord, državni rekord, tako da je pokazal, da je v zadnjem obdobju dobro delal, da je naredil en korak naprej, tako da načeloma vse je super in fino. Cilj mi je bil v bistvu finale, kot sem rekel, ampak v polfinale sem se vrstil z 10. mestom, tako da tam sem videl, da sem na meji finala, ampak po polfinalu sem presenetil samega sebe, sem bil lahko sposoben tu hitro odplavati. S 3. časom prišel v finale, pa sem pa šel v finale plavati sproščeno in kakor bo, brez kakšne presije. Pred prvenstvom sta s trenerjem odkrito napovedovala nastop v polfinalu na 50 metrov prsno, potiho pa upala na finale. Na koncu je bilo veselje o 5. mestu še toliko večje. Trener je bil v bistvu brez besed, rekel mi je sam vsaka čast mali, to je to, ne. To je v bistvu meni neprecenljivo, da mi to trener reče, ni tako vsakič na treningu, da mi to reče. Peter pa je bil razočaran nad svojim nastopom na 100 prsno, saj sta imela s trenerjem precej višja pričakovanja. Zelo sem bil jezen v bistvu na samega sebe, saj je bil oseben rekord za 80 ink, ampak
pričakovali se več od mene. V bistvu jaz pa trener sva želela, da bi mejo pod minuto zbil, v bistvu malo več, sposoben sem bil gladko več odplavati. Ampak bil je prvi štart, nervozen sem bil, pa vem za naslednji, že se moram na samega sebe skoncentrirati pred štartom, ne na ostale okoli gledati. V tem mesecu ga čaka še eno pomembno tekmovanje. Ja, zdaj Peter bo poskušal v tem koncem tedna v Mariboru odplavati še normo za Evropsko prvenstvo v Berlinu, ki ga čaka v avgustu. Tako da jaz mislim, da s tem ne bi smel večjih težav, to je tudi najna zadnja tekma v letošnjem koledarskem letu. Več o odličnem uspehu in nadaljevanju Petrove kariere pa v januarski športni oddaji. Pretekli vikend se je pričel kontinentalni pokal v teku na smučeh, med pestro mednarodno zasedbo je Slovenija osvojila zlato in bron po zaslugi Ane-Marije Lampič. Lampičeva je v kategoriji mladink do 20 let v šprintu v prosti tehniki v finalu pokazala premoč in osvojila odlično prvo mesto ter tretje mesto na 10 km dolgi progi s skupinskim štartom v klasični tehniki. V kategoriji do 18 let je za najvišji slovenski uvrstitvi poskrbela Nina Žavbi-Kunaver in sicer z 8. mestom v prosti tehniki na 5 km dolgi progi s posamičnim štartom in z 10. mestom v klasični tehniki na 7,5 km progi. Članska vrsta košarkarskega kluba Medvode se je v 7. krogu 3. slovenske košarkarske lige Zahod pomerila s klubom iz Ajdovščine in izgubila 76 proti 78. S 4 zmagami in 3 porazi trenutno z 11 točkami zaseda 5. mesto na lestvici. Na domačem A turnirju so blesteli mladi medvoški badmintonisti, ki so izkoristili nekoliko slabšo udeležbo in z dobro igro osvojili lepo število medalj. Pri fantih sta se v finale prebila Miha Ivanič in Matic Ivančič, ki pa nista bila kos paru Šemrov-Bajuk iz Mirne. Za bron je v tej disciplini poskrbel Martin Cerkovnik, ki je zaigral v navezi z Urbanom Hermanom. Pri dekletih sta največ pokazali Nika Polanič in Eva Koprivec, ki sta zaigrali v finalu proti Lendavčankama in osvojili srebrno medaljo. Tretje mesto pa je v navezi s Katarino Beton osvojila Ana-Marija Šetina. V mešanih dvojcah smo imeli ponovno predstavnika v finalu. Miha Ivanič je s partnerko Emo Cizelj osvojil srebrno medaljo. Bron sta v tej disciplini osvojila Matic Ivančič in Eva Koprivec. Med posamezniki sta se v finalu pomerila Miha Ivanič in Matic Ivančič. Po napornih in dolgih 3 setih je zlato prvič na tovrstnem turnirju pripadlo Ivaniču. Pri dekletih je v finalu proti Kaji Stanković zaigrala Ana-Marija Šetina, ki je na koncu osvojila srebro. V italijanski Carezzi se je pričel svetovni pokal v deskanju na snegu v paralelnih disciplinah, kjer sta nastopila tudi oba medvoška predstavnika, a žal brez vidnejših uspehov. V paralelnem veleslalomu je Rok Flander odstopil že v kvalifikacijah, dan kasneje pa v paralelnem slalomu osvojil 19. mesto, Izidor Šušteršič je bil 33., s čimer si nista zagotovila napredovanje v izločilne boje. Policisti tokrat poročajo o eni prometni nesreči v Medvodah, ki se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti glede na stanje prometa. Povzročitelj je prejel plačilni nalog. Tudi v tem tednu je precej polna rubrika kazniva dejanja. Tatovi so v Smledniku oskrunili grob, saj so z njega ukradli kipec. Policisti so v Medvodah dobili prijavo kaznivega dejanja zatajitve, pa tudi poškodovanja osebnega avtomobila. V Medvodah se je zgodila tudi tatvina, v Trnovcu pa je nekdo poskušal vdreti v hišo, a mu to ni uspelo. Je pa zato nek drug tat ali pa celo isti ukradel nekaj lesa v Trnovcu. Na Topolu so storilci vlomili v avto, vendar so jih policisti že dobili. Vlomilci so bili do postopka pri preiskovalnem sodniku tudi pridržani. Še eno kaznivo dejanje se je zgodilo v Medvodah. Storilec je poškodoval tujo stvar in bil pri tem zelo nasilen, zato bo zoper njega podana kazenska ovadba. Zaradi bližajočih praznikov in statistično povečanega obsega vlomov v tem obdobju vas policisti pozivajo, da ravnajte samozaščitno, če pa opazite sumljive osebe v okolici vaših domov, pa pokličite na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Tako prišli smo do konca predzadnje informativne oddaje v letošnjem letu. Obeta se nam res pester, kulturno in sicer bogat konec tedna, pa tudi nadaljevanje letega.
Preberite na video straneh, kaj vse se obeta, tudi v čast dnevu samostojnosti in enotnosti in seveda blagoslovljene božične praznike. Lahko noč.